Mestna občina Celje bo pri večini celjskih vrtcev zamenjala zemljino. 90 let celjske Mohorjeve družbe. Na celjskem sejmišču se obeta nov sejem inovativnih digitalnih rešitev. Celjski moški košarkarski klub se želi vrniti na pota stare slave. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Mestna občina Celje bo v bližnji prihodnosti postopoma zamenjala zemljino na večini igrišč celjskih javnih vrtcev. Izjemi sta igrišče vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi, in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je pokrit z umetno maso. Na mestni občini Celje so se za tak ukrep odločili na podlagi končnega poročila kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev. Iz njega izhaja, da so, razen zgoraj omenjenih igrišč, na vseh ostalih presežene opozorilne ali kritične vrednosti za arzen. Pri sanaciji boste imela prednost vrtec Tončke Čečeve na Gaberih in enota Sonce vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici. Mestna občina Celje je za sanacijo vrtčevskih igrišč v rebalansu letošnjega proračuna namenila 450 tisoč evrov, v predlogu proračuna za leto 2018 pa 300 tisoč evrov. Mohorjeva družba velja za najstarejšo slovensko delujočo založbo. Ustanovljena je bila leta 1851, od takrat pa je večkrat preselila svoj sedež. Pred 90 leti so se ustalili v Celju. Danes pa na to spominja tudi njeno ime, Celjska Mohorjeva družba. Ob okrogli obletnici so v Muzeju novejše zgodovine odprli razstavo, ki bo na ogled do konca letošnjega leta. Razstavo z naslovom Čim enotnejši, tem močnejši je obiskovalcem predstavila njena avtorica, ob tem pa izpostavila pomen in vpliv Mohorjeve družbe na kulturo in utrip Celja. Ta mesec mineva 90 let, odkar se je Mohorjeva družba iz Prevalj preselila v Celje. Torej, že skoraj da stoletje bogati svojim poslanstvom tako mesto samo, kot tudi v slovenski prostor. V 166-letni zgodovini je založba zaslužna za ogromno sešteto naklado. Nepredstavljivih 40 milijonov izvodov knjig in revij. Prav tako niso še tako oddaljeni časi, ko so bile njihove edicije prisotne v vsakem slovenskem domu. To je bil namen ustanovitve Mohorjeve družbe, katere iniciator je bil Anton Martin Slomšek. On je želel, da Slovenci berejo slovensko besedo. Moramo vedeti, da je bil to čas seveda še Avstro-Ogrske monarhije. Slovenščina se je šele uveljavljala, iskala svoj prostor pod soncem in Slomškova želja je bila, ki se je seveda tudi uresničila, da bi vsako gospodinjstvo, vsaka družina imela doma slovenske knjige. In to je uspelo Mohorjevi s svojim poslanstvom, s svojimi knjigami, ki so izhajale redno vsako leto in bile so tudi cenovno dostopne tem ljudem. Danes je položaj seveda povsem drugačen. Danes seveda je Mohorjeva ena izmed slovenskih založb. Danes obstajajo celo 3 Mohorjeve, poleg te celjske, ki izhaja neposredno iz tiste prve v Celovcu. Obstajata še Goriška in pa Celovška Mohorjeva družba in tudi ta Celjska Mohorjeva družba je, kot rečeno, ena izmed založb, ki izdaja številne knjige, revije, učbenike v skladu z svojim poslanstvom. Na razstavi je predstavljena tudi dejavnost tiskarstva v Celju. Celjske tiskarn je bilo več, seveda, v 20. stoletju, tudi prihajalo je do združevanj, razhajanj med njimi, tako da domnevamo, da je iz Zvezne tiskarne v Celju, je pa podobna, kakršne so obstajale tudi v Mohorjevi tiskarni in se nam zdi krasen kos za ponazoritev tega zanimivega in po drugi strani tudi težkega in zahtevnega tiskarskega dela. Dodajmo, da je povzetek delovanja Mohorjeve družbe zajet tudi v namenski zloženki. V družbi Celjski sejem se pripravlja na organizacijo povsem novega sejma. Sejem inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future prinaša vpogled v aktualne in bodoče možnosti, ki jih ponuja digitalizacija.
Na njem se bo predstavilo 50 organizacij in podjetij, obiskovalci pa bodo lahko prek sodobnih inovacij spoznavali vpliv in nujnost digitalnega razvoja, od katerega je odvisna tudi naša prihodnost. Sejem bodo odprli v četrtek 19. oktobra. Ideja o organizaciji sejma, ki bo po 14 letih nasledil nekdanji informacijski sejem, je zorela že nekaj časa, pravijo v celjskem sejmu. V zadnjih letih po pogovori z nekaterimi večjimi akterji na tem področju so nas nekako spodbujali, če kaj razmišljamo o tem, in potem je praktično na osnovi njihove pobude pa prišla do tega, da pa je zdaj čas, ko bi pa bil zopet primeren za organizacijo podobnega sejma, sicer ne čisto klasične formate, pa bolj digitalizacija, ker zdaj pa postaja ta digitalizacija stvar, s katero se moramo ukvarjati vsi, tako vodilni menedžment v podjetjih, kot v našem privatnem življenju, tako v odnosih z javno upravo, z bankami, tudi doma bo vse več teh rešitev. Sejem bo tako postregel s 50 razstavljavci, večinoma gre za tehnološka podjetja z področja telekomunikacij, IT tehnologij, pa tudi izobraževalne organizacije in javno upravo. Na sejmu se bo predstavilo še 10 najbolj obetavnih start-up podjetij, ki so jih izbrali na posebnem natečaju. Največji posamezni razstavljalec bo Ministrstvo za javno upravo. To bo predstavilo vse možnosti, ki jih ponuja za digitalno poslovanje. Ministrstvo za javno upravo si močno prizadeva za splošen napredek Slovenije na področju digitalizacije in v tem kontekstu je bila v lanskem letu sprejeta na vladi strategija oziroma dokument Digitalna Slovenija, ki vsebuje 3 strategije. Ena je strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, drugo je načrt gradnje širokopasovnih omrežij nove generacije do leta 2020 in tretja strategija je pa strategija kibernetske varnosti. Slovenija tako že ponuja številne digitalne storitve, od e-uprave in portala e-vem za podjetnike do storitve e-zdravje. Poskušamo skozi naše aktivnosti državljane in pa podjetja na vse načine opozarjati na pomembnost digitalizacije. Digitalizacija je danes v polnem zamahu in če podjetja ne bodo sprejela teh digitalnih tehnologij v smislu mobilnih aplikacij, masovnih podatkov, obdelave in tako naprej, kar se ugotavlja, da je na splošno v Evropi majhen delež podjetij, ki pravzaprav te tehnologije v polnosti uporabljajo, ne bomo konkurenčni napram recimo azijskim državam oziroma Ameriki. Po drugi strani je pa digitalizacija pomembna pa tudi za same državljane. Če ne bodo se doizobraževali oziroma usvojili novih digitalnih kompetenc, v roku nekaj let ne bodo več konkurenčni na trgu delovne sile. Po drugi strani pa tudi ne bodo mogli koristiti vseh priložnosti, ki jih pa nudi sama informacijska družba. Kot je za sejme v Celju že značilno, so pripravili tudi precej strokovnih srečanj in predstavitev. Prvi dan bomo govorili o pametnih mestih in pa pametnih skupnostih. Ta predavanja so namenjena predvsem lokalni samoupravi, ampak tudi vsem nas, ki dejansko prebivalcem, kajti te novosti, rešitve se bodo dotikale prebivalcev teh lokalnih skupnosti, to je vseh prebivalcev. Potem predam bomo govorili tudi o spletni varnosti. Vemo, da se tukaj pripravlja precej sprememb, ki so že sprejete v evropski zakonodaji in bodo začele veljati, mislim, da, če sem prav, še 1. aprila naslednje leto, kar bo tudi močno vplivalo predvsem na poslovanje podjetij in vseh, ki upravljajo z bazami podatkov. V programu se bodo dotaknili še vpliva digitalizacije na poslovanje podjetij, blockchain tehnologije, e-izobraževanja in e-mobilnosti. Sejem bo odprl minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je tudi častni pokrovitelj. Odprt bo od četrtka do sobote od 9 do 18. V Celju so opravili trgatev potomke najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta Modre Kavčine. Slednjo je Maribor Celju podaril leta 2002. Čeprav so jo že prvo leto poškodovali vandali, zdaj v zavetju starega gradu odlično uspeva. Letošnja letina je bila dobra, saj je trta obrodila več kot 20 grozdov. Modra kavčina z mariborskega Lenta danes raste v številnih slovenskih krajih, iz Maribora pa so jo ponesli tudi preko naših meja.
V Celju, kjer raste zadnjih 15 let, uspešno kljubuje različnim vremenskim neprilikam. Letošnja letina je bila, kot pravi skrbnik trte, po lanskoletni pozebi znova dobra. Letošnja sezona je bila kar v redu. Sicer je bilo malenkost pozebe, ampak se je trta zelo lepo obrasla. To je čista južna lega. Vzadaj ima zid, ki vdaja toploto, tako da za trto to je idealna stvar. Glede na to, da je letos 15 let, kar smo jo posadili, in da je bila prvo leto močno poškodovana strani vandalov, tako da se je res lepo obrasla, lepo raste. Tako da zdaj ni več straha, da bi zadeva prepadla. Prvi letošnji grozd je s trte odrezal gospodar, župan mestne občine Celje Bojan Šrot. Trgatev je zelo dobro uspela, tudi letina je dobra, grozdje je zelo sladko. Ne nazadnje trta je stara že 15 let in očitno se tu v grajskem miru in tišini dobro počuti in dobro roditi. Letos je tudi pozeba ni prizadela, tako da pridelek je dober, je pa seveda primeren temu, da imamo dva trsa. Iz letošnje bere ne bo nastalo vino. Že v začetku leta so se namreč odločili, da bodo grozdje tokrat raje pojedli. Zato sem tudi letos na ta način skrbel za njo. To pomeni, da je bila letos samo 2-krat škropljena, tako da bomo res pojedli zdravo grozdje. Zato so tudi grozdi letos malo manjši in ne tako lepi. Načeloma pa zadeva je majčkeno bolj protokolarne narave, tako da nekega velikega pridelka niti ne bomo pridelovali oziroma pričakovali. Če bo tega grozdja več, potem bo mogoče imelo smisel, da se iz njega tudi pridela vino. Sicer ga bomo pa pojedli, malo mi, malo pa ptiči in ose in ostale živali. Čast potomki najstarejše trte so prišli ob trgatvi izkazati tudi vitezi vina. V prvi vrsti smo mi zapriseženi častitljivci vina, ki častimo vino, in poklon materi trti, ki rodi sinove, grozdiče, je v okviru naše kulture pitja vina pravzaprav tudi dolžnost. Vino je najboljše sredstvo za to, da sklepamo prijateljstva. Ne samo človeka do sočloveka, ampak tudi med narodi Evrope. In v tem kontekstu smo danes prišli, da se poklonimo materi trti, pri kateri se pravzaprav vse začne. In ker trta v Celju tako dobro uspeva, zdaj že razmišljajo, da ji bodo namenili celo več prostora. Tu je še kar precej prostora, tudi izven ograje, s katero smo trto ugradili, in se bomo z viničarjem dogovorili, da je mogoče po celotnem tem južnem zidu razpeljamo po domače. Po trgatvi pa je seveda tudi v Celju, tako kot se to v teh dneh dogaja po številnih vinogradih na Slovenskem, sledil še družabni del s pogostitvijo in klepetom. Celje velja za najbolj športno slovensko mesto, ki se ponaša tudi z bogato tradicijo moške košarke. Ta je pred dobrima 2 desetletjema padla na zelo nizko raven. Po ponovni vzpostavitvi članskega moštva so se košarkarji Celja prebili iz 4. do 2. lige, v kateri so odigrali zadnje 3 sezone. V klubskem vodstvu v bližnji prihodnosti napoveduje uvrstitev v prvo slovensko ligo ter kasneje tudi v mednarodna tekmovanja. Košarkarski klub Celje je na novinarski konferenci predstavil svoje ambicije, vodstveno strukturo in nenazadnje novo celostno podobo. Na sceno se vrača nekdanji košarkar, ki se je kot športni funkcionar pred leti dokazal v ženski košarki. Jaz sem se odločil, da sestavimo ekipo izvršnega odbora oziroma upravnega odbora. V njej bodo kar poznani Celjani gospodarstveniki, in tako, ko bo z leti napredovalo delo v klubu, upam, da nas bo to ekipa in pa trenerji prisilili, tako upam, da bo tudi napredovalo financiranje kluba in da bi potem v končni fazi zopet v Celju košarka, tukaj tudi moška košarka, bila ena tistih top športov, o katerih se bo govoril, o katerih se bo zjutraj ob kavici govoril, in da bodo dvorane polne in da bo to eno veliko zadovoljstvo, tako kot je bila tudi zgodba v sami ženski košarki. Moram reči, da v moški košarki je izziv že toliko večji, ker je resnično veliko več klubov, ker so na koncu bili tudi sedaj evropski prvaki, in pa tudi pred leti je moj kolega Zoran Martič bil že mladinski, mladi evropski prvak. Da so izzivi veliko večji, da je pot do cilja
še veliko težje, vendar pa sem prepričan, da z dobrim delom, sistematičnim strategijo, načrti, vizijo, z novo celostno podobo, vsem skupaj in z ljudmi, ki smo se okrožili, nam bo to uspelo. Kot funkcionar se prvič poskuša tudi nekdanji reprezentant. Dolgo leta sem opazoval, kako deluje Celje, bil v kontaktih z predsednikom in ostalimi člani, ampak nekako sem se videl v druge, ampak po nesrečni zgodbi v Laškem sem iskal izzive in malo skeniral Celje, kako dela leto dni in se navdušil že po prvih obiskih v drugi ligi. Klubski cilji so ambiciozni. Cilje imamo, bi rekel, zelo ambiciozne. To se pravi, da pridemo v vrh druge lige med prve 4 ekipe. Ampak če nam ne bo uspelo, pač to ne pomeni, da bo konec kluba. Mi nadaljujemo po začrtani poti. Želimo pač klub spraviti na nek zgledni nivo, ki bo lahko funkcioniral, ki bo lahko produciral igralce, tudi z novo podobo, bi rekel, z naborom dobrih trenerjev, igralcev. Želimo, da čim več mladih igralcev sodeluje v prvi ekipi, in to Celjanov ali širše celjske regije. Tako da smo postavili dober sistem po šolah, sicer še ne delujemo čisto po vseh šolah, ampak mislim, da se bomo tudi to v tem letošnjem letu potrudili. Mislim, da na eni celjski šoli imamo težave, ampak tudi to mislim, da bodo spoznali našo dobro vizijo. Član kluba je tudi najvišji Celjan, ki je sicer že razmišljal o koncu kariere. V bistvu po 2 nesrečnih sezonah v KK Zlatorog sem že pač razmišljal o koncu kariere. Potem pa me pač poklical Goran, ki je tudi moj agent. Pa smo se malo pogovorila, poklical me tudi Tadej, ki me je v bistvu prepričal, da se pač pridružim tej zgodbi. Prepoznal sem te pozitivne lastnosti KK Celja in jaz mislim, da lahko stvarimo eno lepo zgodbo. Seveda, tako kot je že Goran povedal, z zdravimi temelji. Zdaj na nas igralcih je, da uresničimo trenerjeve ideje. Ravno pri položaju trenerja pa se je v zadnjem trenutku zapletlo, saj se za to mesto predvideni Tadej Koštomaj vrača na igralski parket. Ta odločitev je bila, da včeraj tudi dan smo poskušali, da bi dobili prvega trenera, sigurno bo iz naših vrst, oziroma pogovarjamo se z več kandidati. Celjani bodo prvo tekmo nove sezone odigrali v soboto v Slovenskih Konjicah. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Marsikje po nižinah bo zjutraj in ponekod tudi dopoldne megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla, soboto pa predvsem v srednji in jugovzhodni Sloveniji nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 1000 metrov. S pregledom vremenske napovedi pa tudi zaključujemo današnje dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.